Smo že na področju letališča, zdaj bomo zapustili Porto čez 2 ure in šli na Madeiro. Letališče, Francisco, Sakarmero. Čakamo v carinski coni ob 20:25 na odhod. Sonce zahaja pri Portu. Da se malo krepčava. Ne? Ja. In gremo na Madeiro. Čez 1 uro zvečer, o polnoči smo prileteli v Maquičo na Madeiro in potem ob enih po noči na 5. dan smo šli spat v ta lepi hotel. Zdaj pa jutro smo pa vstali in gremo na raziskovanje otoka. Najprej se odpeljemo na 3. najvišji vrh otoka, ki je sam par metrov nižji od najvišjega. Hotelu je ime Dom Pedro Baja, zaliv Dona Pedra. Oni vse neje večinoma rečejo kar v M proti italijanščini. V 10. nadstropju smo mi dva gor. V miru. Sonček je prišel do nas. Upam, da bojo razgledi. Bližamo se vrhu. Vegetacija ali pogorela, ali pa skoraj ni več. Meglice so se razpodile. Dole pa že morje. Evo naša cesta, kjer smo šli. Tole so hoteli včasih shranjevali oziroma zamrzovali od ledu do mesa. Pogled na Nunsko dolino, ki nas čaka pojutrišnjem. Hriba 3. najvišjega je pa radar vojaški. Ta planinska pot proti Pico Ruiz, najvišjemu vrhu. Tako lepa, široka, razgledna, grebenska. Vse bolj temno, kamnina. Stili po lepi tlakovani izletniški potki do te razgledne točke. V tej strani otoka. Megle se dvigajo, kaj pomeni, da bo lepo vreme, ne? Ja. Lepa zaporka. Lepo zemenska pot. Nekje je prav prepadna, ampak je lepo tlakovana. Zdaj ne bi uživali s kolesi. Že cajt? In se takole vije preko teh grebenov do Pico Ruiz. Še tle malo, da tole pogledamo. Tele grape, strme, doline. Nismo daleč prišli. Pa nazaj trg. Mogli bomo šli dol. Smo imeli srečo, večjo kot imamo. Pod vrhom hriba, vse v zelenju, borovcih, cipresah. Tele hišice na levi. In ja, mrzla reka, Frio, Fredo, evo je tlele. Zdaj bomo tle pohajali. Gremo, 1-urni sprehod po Madeiri, še pa še na kilometre. Pravijo več kot
25 km teh vodnih kanalov. Evo, tole je naša potka ob mrzli reki. Evo, kako lepa potka je tlele, idilična. Da bi kar vstopnino pobiral, tako da kar dva slikava. Ja, kje tle voda teče, ja. Pričel je dežek. Pot nas vodi tle, pa se je samo 1,5 kilometra, se mi zdi. Lele, donga hriboplasta. Evo, kje, še malo preda, kaj si splezalo, le. Ne, kar pedi. Ja. Razen, če je blato na njemu, ne? Dežek pada lepo grmi, mi pa potem po temačnem, skoraj tropskem gozdu hodimo. Ja, se Madeira je že precej na jugu. 700 km južneje od Lizbone. No in tako skozi park Azalej, Redodendrumom, gremo dol skozi kar močan dežek do naših avtobuskov. Lepo. Botanični vrt je tlele, vidiš, ne? V takih hiškah so včasih živeli, se slamo krito. Ja. Vidiš, to je vrsta... To imamo, nekaj tazga imamo. Te strelice so lepe. So ti lepe? Cel velik nasad jih je tle. Bolj slamnata streha tole, ne? Bolj za turiste. Hišica tradicionalna in tle noter je, kakor je bila originalno včasih. Evo, imeli so spalnico, brez kakšnih posebnih izolacij se tle ni bilo treba, njihove tkanine. Vidimo, kaj bo tole ratalo. V tej temi. Druga spalnica. Ja, kako je bila pa kuhna pa to. Tle so se umili. O, tle je še ena prebivalka te kučice. Pijačo so spili. No, kar ena majhna pesel. Kar ogromna natura. In cvete zdaj v tem cajtu, pri nas kasneje. Palm, kukar, čošnje raste ko zmešane. To je pa ena druga varianta. Če greš malo ven iz tega mesteca Sveta Ana, precej zapuščenega. No, gremo pa potle po eni posebni potki do stare hiše. Pa tle malo drsi, treba biti pazljiv. Trdne robida so poseka. Sem prišel še do deloma originalne stare hiše, teh naselbin v teh krajih. In zavijan v hiši skozi trte, skozi svetlice. O, kaj lepo. Takole je bilo včasih, ja. Majsti za slamnate strehe, niso kakšni posebej bili. Aha, vreme je pa takole, kot slišite. Dol je pa naša restauracija, ki me čakajo.
Aha, pa podkletene so tudi te zadeve bile. V sosednji mizi se pa smejejo za kompresani. Na Madeiri žalujoči ostali župniki, strelici je nosijo. Divjo, gori, doli, strmine, viadukti, te teče pol reka in dol skozi to sodesko pride do morja. Modrina na desni strani. Evo, tam je pa tisto. Od tunela do tunela, vmes pa vasice. Vidim nad Mačikom, to vasico, v kateri smo nastanjeni, drugo največje mesto na otoku Funchal. In gremo zdaj proti tistemu polotoku. Imajo vse posod po toku lepe avtoceste in množico tunelov. Na zahodu otoka so tisti hudičevi otoki, izgubljeni, katere povezuje rt in tamle podvodni greben. Lepo hitro, ne? Aha, so že pečine. Te razpenjene klifne obale tega polotoka. Dene strmo pade noter, ne? Te vulkanske. Tako pa gledajo zelo rdeče. Kartone. Tule, direkt iz morja te špice. Vidiš. Se te noter ladja pride, se razbije. En rtič, ki sem bil na njemu malo prej. Prihajamo do te točke preloma. Že skoraj alpinistično navdahnjeni. Na drugega in tle pridemo do roba, štriki polomljeni, kaj se nam odpre. Ma tlele. Tle bi še karničar šel težko dol. Kakšen lep svet se tam odpira. Atlantik ima svojo moč. Ne. Sam je Fearless Mantra, kako se tlele odpre, ne? Na ta greben še lahko greva. Sviss?
Ja, yes. Oh, grüß Gott. Grüß Gott. Stalni osamelec je tle. Lep. Izdolbena voda okoli in okoli. Videli kateri. In pohodnikov, kolikor češ, vse posod. Po vseh škrbilah. Hop, prepad. Hop. Lisboa, Funchao, lej leti tle čez ta del Madeire. Baska Nikalto, prosta carinska cona. Dimnik se kadi. Če želite v Pašikov kraj, greste samo po tej cesti dol in pridete dol do obale, na desni strani je tudi forum. To je forum, so drugače nakupovalni centri na Portugalskem in na Madeiri. Je tale manjši, ampak ja, je tudi spodaj. Hotel in Araukarija skoraj tako velik kot hotel, 10 nadstropij. Po cesti je Evo nas, najboljši. pa smo tukaj. Bili smo pa tam, evo, na koncu. Lahko se spustite v obali, pa vidite to obali. Spalnice. Takole imamo. So 10 nadstropje hotela. Breda pravi katelega. Dom medli bili danes. Sonček, dežek. In ko botanični park imamo tle okrog hotela. Se bo še malo bolj natančno ogledala to. Takole se pa peljemo iz 10. nadstropja dol. Tam smo bili na koncu, vidiš, kje smo bili, Breda? Bivava, ne? Ko je že? Mičiko. In to je pa naš hotel, veličastni. Lih kar so se tle dol pripeljala. Idemo se gor na vrhu. Naša restauracija. 2 etaži spodaj, pod recepcijo. Zanimivo. Mičiko. Atlantik valovi še vedno. Danes gremo po hribe, po tej soteski. Mater je divje. 255 tunelov so zgradili z evropskimi sredstvi. Tako da na koncu doline, pa so na drugi strani. Gremo proti točki 1400 metrov prelazu med obemi deli otoka. Vidi se 10 metrov naprej, levo, desno in nazaj. Na drugi strani otoka prelaza se nam je pa odprlo. Kje so te kanale? Levada, te kanale vodne. Tam je hišica. Lepa pokrajina. Spremenljivo podnebje. Gor smo bili v oblakih. Z druge strani hriba, kjer je bilo padavine, padajo slapovi dol, padajo dol dolino. Breda pravi, da so bile padavine po noči, ne? In strmi bregovi. Tlele vasica lepa. In zadaj morje. Jaz bom spet kaj slikal, bom spet se kje naslonil. Evo, to je, most se opremlja za hojo ob levadi. Ali po levadi. Če proti nam, mi gremo proti njej. Ej, Breskva! Cvetoča, jevska skupina po levadi. Voda dol, dežek tudi dol. Zanimivo, še slapovje pada dol. Ob levadi, skozi zelo, zelo lep evkaliptusov gozd.
in spodaj praproti. Drugačna sestava kot v Avstraliji, ki smo bili. V tej vlagi začenjajo kome. Evo. Ene cvetijo, mah visoko razvit, je toliko vlage. In potem pride avink in se nam odprejo lepi razgledi. Zdi se slapove, vasice na drugi strani, temačen, vsekam v skalo. In tako se vije te levade kilometre in kilometre daleč v tem bogatem vrtlini. Zdaj smo prišli do zatrepate grape, tle slapišče in ovink in se obrne naokoli. Se voda spušča čez, kadar je višek vode, je pa tako narejeno vode, da ne dere naprej, pa jih takole spuščajo v te kanale ob hribu. Nas porto Muniš in zdaj da te dol gremo na kosilo. Ograje so, verjeli ali ne, zaradi tega, da vinogradi ne dobijo sol. Ocean, vse svoje lepoti. No pa pridi na plažo, na Madeiro, tam le noter, te rašče fukade, orenk razbija, orenk. In tle imajo plažo in bazenčke. Malo je zaščiteno, črno je, ki je vulkanska kamenina. Tle vmes se plava in potaplja. Divje. Kot je divja cela Madeira. Madeira. Ovi so tako lušni gor na teh skalah, stanov, vlagi na gor. Njihove tipične hiše in valovi prav za surfanje. Sicer je to torta, ki daje najbolj suho sortovina. Z vseh hribov pada dol slapovi, morje valovi, močno. Ni lepo pristajati na tem pomolu. Ej, kako meče čez. Evo, to je pa stara cesta. Tle smo se ustavili in tle je grušč iz hriba, iz grape, tole dal. Drugače je bila tle legendarna stara cesta. Spet en del Atlantika buta tlele okol. A gremo. Črno kamenina vulkanskega izvora. Strmine pa velike. Po tem držju pa po vseh luken zapadal. Nek ti pa pride. Ne moš tako gor prijeti. Tok pa vem jaz. A ja, tle, ke imaš tele skale. Mal pas, ne? No, zdaj pa, vse je dost, lepa slikca. Lepa slikca. Visiš ko majmut na gor, lepa slikca. Vem, vem. Zdaj samo, da bi vedeli, v katerem kraju smo, ne? In koliko stanejo? 21. No, pa to je en kup ročnega dela, je kar solidna cena za te pinokje. In to imajo tele noske na začetku. Ti to uživaš. Stara cesta. Je šla okrog Vsadskega vogala. Pa to ne je. Niso bili upokojenci. Tako da odlično ste predstavili test, ker ste lahko z mano v Srednjo Ameriko. No, Oskar, dobra ponudba za Kostariko, da smo zmenili. Jurija, minus pa gremo. Če se vas dost
zbere skupaj, naredijo posebne ponudbe. To je tudi ena značilnost agencije Oskar, da imajo skupinsko torej eno. Plača en, potuje do dva. Ja. Pač javite interes, mi bi to pa to, če se vas dosti jav, Oskar, ko je mene poklical. Zanimivo pokopališče na Madeiri, na teh vaško. Ne komplicirajo preveč. Sicer eden tle se je prvoščil sarkofag, druga mi je pa kar všeč. Lepo cvetje na grob in voljno. V Sao Vincentu. Že tlele je lep dostop preko teh golobičk. Glasba je v vseh cerkvah na Portugalskem. Moja madam že molijo. Lepa, turistom prijazna vasica. Evo iz cerkve, po glavni ulici, gostilnice, trgovince, prijazna. In hkrati pod temi gromozanskimi hribi, strmimi. To je cela Madeira je taka. Ne samo pomohati, ne pomohati. Paradajz se bo 20 večer, ne bo paradajz vas. No, bravo, bravo. Dan dopusta smo prišli v Funchal. Evo, tle je ravno smo parkirali pred Cristiano Ronaldom. Kaj delajo? Koga slikajo? Slavnega fuzbalerja. Kaj je to? Ronaldo ali Messi? Zgleda, da bo to sonček pregnal te megle in te zadeve in dvignil oblake, predno gremo v Nunsko dolino. Vamos. Je bila pa prva trdnjava zgrajena v Funchalu v 16. stoletju. Ko pri nas Judeževo drevo. Obric hotelu in drevesa ukradena iz Brazilije. Polepšajo to avenijo. Park, zdaj gremo v ta park. Mi vse preslikamo. So pa tipični igralci. Vidimo, kaj so naredili v največjem mestu na Madeiri. Zanimiva cerkev v Funchalu. Nikoli ni bila porušena. Nekaj bogatstva je še notri v njej. Osebno mi je všeč strop. To je madeirska uživaška druščina. Vsi v medaljah okrasani. Gremo dalje. V to uličico cvetijo drevesa in še imajo tle rožice. Vedi naprej. To pa mi ne poznamo te zadeve. To so te črnike. Pa je tuna, ne? Sveda je. Rumeno plavuti tun. Ene so po 9 evrov kila. Ne, po 2,95. É o longo do atum seco.
ladjice. Ga moremo, lovijo. Se ni težko, vse se ulovi. Či ne? To je kero. Vidiš, že zaparkirane za ljudi. To pa je Polinovka, verjetno. Ne vem. Ja, sušeno. Pa kala je to. Slobučki. To je Anona. In probali smo ananas banano. Mango, To je pa mango. Da ni dobro. To ni dobro. Kaj je to? Bananova marakija. To ni dobro. Dobro. Hvala. Tu je. Marakuje. Pa z Monteja dol. Evo, se odpijele gor. Na Monte. No, viš, to je žičnica na Monte. Prav počasi se premikajo. Avtocest je tle polno. Zdaj smo pa v botaničnem vrtu, smo rekli, ne? Nad Funčalom. Ravno prej smo bili dol. Tunelov imajo za sredstvi Evropske skupnosti in lastnimi narejenih 255. Imajo kolikrat češ tlele. Vse lepo povezano, vse te dneve se lepo vozimo. Je to pograd, vse lahko. Vse tudi fižoli cvetejo različno, ne? Ja. Ja. Žabje svatovanje. Ja, evo. Čeprav je april, cvetja dosti, ne? Mi smo tako sorto imeli grmičkov, se spomniš? Ja. Rumena in bela. Lepo okopano. Speli smo na vrh. Zdaj pa bomo se odločili, kako dol. S sankami ali pa z avtobusom. Pico Areiro. Tudi odtle se pride na Pico Areiro, ki smo bili par dni nazaj. Da vidimo, kaj je tam. Te potke imajo zanimivo narejene, tekoče. Kot valovi in kot stopnica. Kaj praviš, Breda? Je v redu? Breda, je v redu? Tukaj, maj sem vedno. Ja, sej. Kaj boš ti šel? Sem mi dol. Ne. Jaz sem mi sankam. Sva bila z Lubelja. Tisto je nedosegljiv užitek. Kar lepa zadeva. Gospa naša. Minut se spuščajo dol s temi sankami. A ja, on stoji pa zadaj. Vozili teste sode z njihovim portovcem po zladjami. Oho, adijo! Adijo! No, vidiš. Ja, kič nebeški. Potem pa so se začeli v Donsko dolino zatekati sužnji, ki so pobegnili oziroma so si pridobili svobodo. Pa razni kriminalci, kar je bilo Pedro, no ne so bile temu samostalna Santa Clara, Pošar
Fušalo, imeli so Že na večji precej višini. bogatstvo, precej zakladov so bile. Kajti Čez prelaz. ja, tam je čez, potem če se razvija mater, kakšna globoka dolina. Polna vasica, na gor skladišče, Mirador, na vidik. In na vidiku je lepo vreme. Brnistra, vse v Brnistri cvetoče. Ko z aviona gledamo dol te vasice. Tale možiček me na nekaj spominja. Pogledi govorijo sami zase. Po to vasico smo spustili po Vmes, v tisto smer. Ampak ja. Aj pa teraz gremo. Najprej, kje je končna točka. Ja se bom zdaj. Gasilsko bral. Obrnite se, slikanje. Pa če se nismo vsi slikanje. Gasilske slikanje. Obrigado. Obrigado. Ene vdeče marele pa so. Vidite? Ko gre gor, pogledate, vidite dva rdeča, ja, ten trgec pa dve rdeči mareli sta. No, zraven je ta naša restauracija, Vale do Štrejraš. Zdaj pa tole. Začelo s konjem. Oni, ki greste hodat. Pride se ven. Vidite tisto delko je tam spodaj. Oziroma smo potem pikom na razgledišču na veliki strmini. Strmina praktično prepad dol 300 metrov. Dolinci so pa te vasice v tej Nunski dolini. Včasih so tle se zatekle nune, postavile samostan in sedaj izletniki hodimo dol, počitnikujemo, restauriramo. Zdaj spet fotografiram, pa nam gleda pod noge. Bom spet kaj. Ne, jaz zdaj zdravnost vas primem. Ena verjetna, druga. Ena grupa gre dol v dolinco do restauracije z avtobusom, mi pa tole. Lepo urejena ta lepot. In naš cilj je tlele dol, v dolini. Sicer, ki smo prej z vrha gledali, ko z aviona, ne vem, kako ima dostop do nje, smo pa že v centru mesta. Tale gor smo štartali in cek, dol do mesta. Kar lep spustek. Ja, malo pozornosti rabijo. Ja. Še tle poglej. Ja, pa mi ne... Je tudi rekla, da običajno tako ne... Avion prestaja na desno, gledajte zdaj. Gledajte. Direktno ravno. Aha, avion gre dol. Če bi se zapičil, bi bilo fin posnetek. Čisto na zahod. Otoka, vse čas se bomo nekako obobali gor pa dol premikali, ampak tej zahodni, naprej od Fušala. Šli bomo na najbolj zahodno točko, oziroma jugozahodno točko Evrope, potem bomo še malo spuščali se po eno klifu dol, se pravi še malo hoje bo. Pa, ja, vreme bo. Potem bomo šli na ta drugi najvišji klif, Cabo Girao.
malo razglede gledati. Evo, če se pa vozimo pod letališčem. Kamaro dostovoš pogledati, zakaj je tako, oziroma zakaj je tako navduševala Winstona Churchilla, kadarkoli bo tu na Madeiri. Zgore je Morda letališka bomo šli staza. najprej na to kamaro, pol naprej. Bomo še jutri, odvisno od vremena malo gledati. Kosilo jutri ne bo organizirano. Boste prosto po Prešernu. Bomo jedli v enem manjšem kraju, kjer imajo zelo dobro morsko hrano. Pa da tam tudi nekako skoraj ne morete zgrešati, kjer v restauracijo vzamete. Je malo več kot tam tri. Zadnjo priliko boste Letališče so ugrabili morju. Tako da razmislite malo, kdo bi jutri vse tvegal, pa šel v teh 22 stopinj. Sigurno, obaljke zraven, ja, bomo. Gremo, skupaj samo. Tam je pa konec steze. Tam, kjer smo imeli Čujemo popotovanja na Madeiri, portugalski. Evo, gremo v naš lepi hotelček. Z razglednim liftom se peljati do Pedro Baja. To sta bila ljubimca. In tamle na koncu, na tistih hrtičih, tamle smo pa pešačili 2 dni nazaj. Midva so pa v 10. nadstropju, kot sem že povedal. Araukarija in oddajniki. Evo so me tlele osvetlili načišče za 4 dni. Lepo ob morju, lepo smo se imeli. Portugalska od Evropske skupnosti, ne vem kaj ta Madeira in od hotela. Takole pa pluska temačni Atlantski ocean ob obale Madeire. Kamenina je vulkanska, zato je vse črno. Naš hotel in naša sobica je točno tle gor, lej, super se imamo. Imamo svoj bazen, svojo cerkvico, svoje mestece tukaj zadaj. Tisto smo vse prehodili do skrajnega vzhoda otoka. In tle je to mestece. Bi rekel z letališča, takoj tle iza tega hriba se zaženejo. Dobro, da ne grejo čez hotel. Mi smo gvišni. Mi smo gvišni, ne Breda? Še kakšen lep kamenček nabrala za spomin. Se mi je zdelo. Vulkanskega izvora. Ja, vsi so, da je verjetno. Pa jih je tle morje zbruske za spomin na Madeiro. No, prinesi pokazati, kaj si nabrala. Bolj so tile, ne? To je moja ljuba nabrala. Tile z luknicami, ne? Ja, to je čisto vulkansko. No, To so pa še druge To je pa že kamenine. kobreča, sestavljeno skupaj. To je že pobiralo drugo. No, dobro. Zdaj gremo pa še po originalni obali. Neobdelana. Da se je magma strjevala ob morju. Zelo trda kamenina, je pa tle butajo viharji noter. No, tle bi mogel biti pa že boljši plezalec, kakšen kot jaz, da bi prišel ta del obale skozi. To mi vedno všeč, kako to s temi valovi naredijo te stopničke, s temi kamenčki, ne? Ja. Boški pa tle v bazen. Voda je kar topla. In ko se tle osvežimo, pa še tamle
na Atlantik, na bolj razgibano morje. To bo luštno. Breda se že sonči. Lepo. Oziroma senči. Fonči. Muč. Čudovito velik svet nature. Tlele, kako je vzcvetelo tole, ne? Kako je veliko, ne? Ko so lepi ti plodovi, zeleni od te palme, malo drugačna kot naša. Pa mimo jedilnice, ki je tle spodaj, s pogledom na bazen, te lepe terase in smo tle na nivoju recepcije. 8. dan Portugalske, Madeira. Danes se je zbudil zelo lep dan pred našim hotelom. Tista mizasta gora se vidi kot še nikoli do zdaj lepo. Oziroma mizasti otok. Še nismo. Tem pa pijemo na krušne. Ne, grad, ja. Dobro jutro. Ritual. Slovo od kolesa, od zajtrka, tle malo više pod tem hribom, imamo parkiran naš avtobus, se pol zapeljemo na druge dele otoka. Evo, tako so mogli narediti letališčko štezo, malo ukrast morju, malo temu. Avtobus je vodil se nad Fončalo, avtoceste vse povsod, tuneli, evo ga tlele eden. Pa spet razgledi, žal od avtocest. Vrhunski turistični del, začelo se je z Rajcem hotelom, najstarejšim hotelom tukaj, tle je sodoben kompleks. Tukaj je največ turistov. Verjetno so tle tudi lepe plaže. Jaka prednost. Moderni hoteli. Evo, plaža je pa vseeno tle dol kamnita in so taki bazenčki, večino so bazenčki, ki namakajo, tako kot se bomo mi popoldne, ko pridemo nazaj v našem Dom Pedro. Še malo na bregu. Hotel do hotela. Aha, klif se vidi, vidi ga. A ta je drugi najvišji? Ja, 550 nekaj takega. Zakaj pa na prvega ne gremo? Ok, na put. Mora pa vse najboljši biti, ne? Angelo. Drugače pa ta mesica, kamor gremo, kamara do Logoš. Že včeraj omenila je mi je dobila Klifo. Aha, še eni gre pred nami. Je pa ta mesica popolnoma navdihnila Winstona Churchilla. Sem že omenila, ne, da je Winston Churchill s Churchillom, ki slika, ne? Aha. Obešeno
hišice obešene na klif, lej. Lepo zgleda, ki je sonček, je tako lepše. Tukaj je slika. A ja? Je delo svoje znane, ne vem kaj delo, tempere, akvarele. In bananini nasadi, dokjer ti oko seže. Madeirske banane. Sica je na 2 ulice levo desno, tamle je pristanišče, 50 metrov dol, avtobus veste, kje je, ne? Če nas malo sreče, ga bo malo nižje uspel premakniti, da potem pa se kje lujiš, ne, na drug avtobus je. Tako. Se pravi, 9:45 gremo naprej, 2 minuti hoje, tja. Tule lahko sprobate Nikito, tu v kamari pozabite na Pončo, čeprav je dom Ponče, Nikita je tu. Jaz te občudujem, te sam tako malo. Se les verjetno, ne? Verjetno se les. Milan, pridi čim prej. Lepa mala cerkvica, pa v pristanu. Taka zaščitena luka, ne? Tu se je Churchill zelo dobro počutil. Jaz se je res taka prijazna vasica je. Enkrat je imel še svoj ožji kabinet tlele dol pripelo, ne? Da so tle delali po ulovu. Njihove ladje so tam. Lepe ladje. Tako je vzdušje v pristanu. Lepo, turisti hodijo, domačini pa že kartajo. Kibice imajo zraven, 3 igrajo, 3 kibici. Kaj? Vem, sem jo videl. In takole jih spuščajo dol, ker je morje razburkano, niti v pristanek nimajo vse. To so slavne Nikite. Ja, na zdravje. Aha. Tako. Zdravje, vas ljubav. Idemo z vrhu klifa. Tiste hiše so že na klifu. Tako, z letala posnetek. Gremo gor na hrib. Pa hiše obešene na vrhovih. Nad klifom. Turistično urejeno. Bomo videli, kako bo, če kaj visi čez klif. Kakšni evkaliptusi. Lepi, 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 lepi. Debeli, ne bi ga mogel objeti. Breda, kje si? Greš nad luft? Ja, se mi je zdelo, da so tako naredili, ne? Ja, ker drugače ne vidiš, ne? Koliko je? 700 metrov nad morjem. 700 na morju. Drugi najvišji. Spodaj vse obdelano, vse poštimano. Morje jasno, čudovito, prosojno. Atlantik. Prekrasen. Lepo je tle urejeno. Je v redu, sem že naredil fotke. Ja, in filmček in vse te pizdarje. Evo, kako je Breda v luftu.
padel. 700 nad morjem. 700 nad morjem. Ženske kaj počijo? 570 metrov nižje. Breda, pridi sem, lej, tlele, zdaj, Frej. Pridi sem, no? Sam? Ja, vidiš. Kje stojiva? Evo, Najni čevrčki. fantastično. Ja. No, pa malo poguncat, da se ne guncat. A ti si Blaže pa Rograj? No, tako. Strmina, ni ne vem kako velika. Je pa visoko. Ravno kar smo bili po tistemu mesecu tam zadaj. Klifa. Vse moderno opremljeno. Mimoza cvete. S tem, da te mimoze cvetejo bolj rumeno kot pri nas. Pri nas je pa zlato, nazaj dol. Kakšna rešta avtocesta. Vse preluknjeno. Ena plažica, lepo. Začetek poti. Evo, štart naše Turce. Evo, dol. Kam gremo dol? To bo pa strmo. Dobro bo, super. Kar lepo se spušča ta lepo dol. Kar po tej vertikali, ovinki. Kaj ta tudi pride dol? Gremo naravno zavetišče, tle imajo pir. Še kar nekaj ovinkov imamo do dol. Haha! Super! Super je tale mož najdu. No, to pa 258 tunel. In tle smo že skozi tako malo pregrado smo na drugi strani doline. Čestitam mož. Stoprocentni uspeh. Če smo že tle, ne? Aha, je pa bolj slapišče. Tu prehod do vodovoda. In tle taka lepa steza, tale še lepša, ki je brez ograjce. Breda! Hoj les, teci hitro. Rekli, ne smem več hoditi, ne? Mislim, se ne hodim več, ne? Strma ta lepot, ja, zelo strma. In tle je ta vodovod napeljan, ne? Tudi odtrgalo je del poti, ki je bila obešena na breg. No, še polovico, pa smo dol. Eni že tankajo, pametni. Hidracija je vele pomembna.
koncu te grape, spuščamo dol, pa taki slapovi. To pa je padca čez te kaskade in slapove, to se pravi 300 metrov vse skupaj. Evo, gori slap, skok, malo večji slap, pa se zbere voda z drugega griča, pa senž, skok in pol slapišče tle dol in smo dol v dolini. Super. Gemo weiter. Zdaj, ki se pripravlja narod. Ti se pa nastavljaš. Ja. Vido. Midva so za slapove doktorja. Ne pozabno, enkratno. Ja? Ja. Divja Vukojebina. Ampak prisotno. Ja? Sva srečna midva tukaj, je res, Milan? Ja, seveda. In tebi je všeč tale, na nos lave, ne? No pa pejmo naprej. Imaš korako, imaš stopničke na stopničko, imaš naravnost preko stopničk, imaš z nasmehom, veličastna grapa, ta je še najlepša, ki ima slapove notri. Strma pot se spušča dol in konec. Morje, direkt v morje pa. No, zdaj so pa vsi slapovi, vidiš na horizontalni sliki. Tele luknje so ti všeč. Ja, sem čistega. Evo, puf, padeš v morje. Hodi, Breda. Film teče. Gledali smo pa še. Po tej zaviti poti, evo koliko so tam mogli nadgraditi. Direkt smo padli v to pristanišče. In slap, ki pada skoraj direktno v morje. Na tej poti. Kar visok. Evo, in gre direkt v morje. Je lep možakar, ki zre čez morje v Ameriko. Pa smo zopet na teh zanimivih tlakovanih ulicah. Lepo je na Madeiri, danes je predzadnji dan, naša grupa je že gori, Dom Pescadores. Po mali uličici, nazaj gor k avtobusu, če bomo najdli. To so hiše tik ob morju, te na levi strani. Evo, pluskanje morja. Vsak. Cela vasica je tle ob obali pogreznena pod temi ogromnimi skalami vulkanskimi od Madeire. Tako so iz te soteske prišli zopet do avtobusa. Najbolj zahodna vasica na Madeiri. Gremo v Svetilko. Ker praktično skoraj ni stalnih prebivalcev, ampak so bolj izseljenci oziroma tisti, ki so si tu zgradili hiše. Ti pa se vračajo predvsem v času dopustov oziroma ti, ki delajo v restauraciji. Zahodna točka Madeire. No pa pejmo res, da bomo na skrajni zahodni točki Breda. Mogoče je tam kaj še klifek. Na robu tega klifa. Skrajni zapad Madeire. Bi rekel, tle smo najbližje Ameriki.
Na skrajnem zahodu Madeire. Naša grupa razporejena tukaj. Kaj, kakšna steza? No, zdaj pa ne rabim nič govoriti, ker imam lepo gorensko spremljavo tlele. Evo, kdo daje tak lep glas. No, lepo. Super. Razkropila tle naokoli. Tle, ki je naš avtobus parkiral, je pa tako en slab. Gleda ena Oskarjevce slike, fotografira. Tu je tale otok, Raven, in zraven je ni drugi otok. To so, kako je rekla vodička, tajanstvene otočje. Bili smo na njegovem podaljšku. Grem pa na ta hrib, se pa usmem, da z vrha slikam hotel. Danes gremo domov. Imajo urejene te potke, te kamine, ne drseče. Če je bolj strmo kot to, pa že to je strmo, imajo tudi kot neke oblike stopničk in hitro se vzpenjam nad Mačiko. To mestece, drugo največje na Madeiri. Kakšni smo odmoli tle v tej vulkanski kamenini, kaj se je tu na tem otoku pradavnini dogajalo. Valilo eno čez drugo. Ni pa v novejši zgodovini par tavžent let nič več bil aktiven ta vulkan. Prideš pa na vrh, pa pridemo v drugi del mesta. Gremo še na razgledno točko. Tamle je Lookout Mirador. Marina Mačiko. Lepa rumena plaža. To treba probati potem. Siva plaža, črna plaža. Tukaj smo pa imeli včeraj zbor motoristov. Hotel tam na morski strani. Sedem nasproti, evo tega pa najna sobica. Točno tam. No, pa še res je. Naravni zadeve, koliko češ. Evo pa bodi dovolj tega mesta, cerkvice, kulturnega doma, plaž. Zdaj gremo pa probati
Milanček se danes v hotelskem bazenu v Madeiri kopa, v hotelu Pedro. Ja. On uživa. Super. Tako je, zdaj je preplaval do konca. Ja, super, Milan. Daj roke malo dvigni, da se te lepše vidi. Še plava, on ima kondicije. Ko bo preplaval zopet cel bazen. Super. Pri lepem hotelskem bazenu. No. Še, kar pridi bliže, Milan. Kje smo? Na Madeiri, ne? Smo. To je hotel, kako se mu reče? Dom Pedro. Dom Pedro, tako. Dobro, zdaj pa gremo še. Voda super, No, 22 stopinj pravi. no, super, odlično, Milan. Zdaj grem še pa jaz malo po valovih. Lahko se ti še približam, še čisto blizu sem tebe. No, Zdaj sem te, mi že imaš? kje si že? Kje te zdaj moram že oddaljiti? Te moram, ko si tako. Ja, imaš unik. Ja, zdaj si v redu. Ja. Hotelski kompleks, Dom Pedro, hotel, čudovito, krasen, obdan z vulkanskimi hribovi, krasno. Tudi turisti se tlele kopajo, čudovito. Super. Milan je že na koncu še se bo. No, adijo, Milanček, zdaj pa boš moral iti iz vode, ko bomo malo šli. Pa. Super. Plavaj. Ti veliki lev. Plavalski. Super. Še tako. In prispel je do cilja. Smo na rumeni plaži. Kopalcev sicer ni veliko, ampak nekateri imajo voljo, da bi se spustili v Atlantski ocean. In eden teh je rejec Milan. Neustrašljiv v taki mrzli vodi, da ti vse skupaj potegne, ne? Ja, odlično. Izpit ste naredili, gospod rejec. Ja, v to mrzlotino, da mi jajčnike skupaj potegne. Ja, ne, ti samo uživaj v Atlantiku. Korajžen, 2 korajžneža sta bila. Super, Milan. Počakaj malo, še malo tako, da okolico. Super, odlično. Ne še. Pesek, sof. Ja. No, pa barčice, pa hoteli, pa vse je to okoli. Na okoli, iz rumene plaže, Milan plava, zalivčka, mimo ribiških ladij, svetilnika, v drugi del plaže, ki pa ni rumena plaža,
ampak je črna plaža je od kamenin, tam je naš hotel. Vulkanske kamenine so črne in temne. Evo ga Milana, zdaj pa poglejmo, kje se on nahaja. Milan! Moram jaz preko skal, ne padem. Evo ga, on plava. Plava. Bravo Milan. Boš zmogel, Milan? Milan? Bo šlo? Atlantik, ja. Hladen, 2021. Super. Ja, prav. No, Milan bo plaval zdaj v tej relaciji proti obali, mimo bark, jadrnic, mimo vseh teh in tukaj nekje bo priplaval in jaz ga bom pričakala. Tu so pa že ptice, tako galebi čakajo. No, tukaj ptice, galebi, Atlantik se prebuja v valovih in hitijo valovi proti obali, črni obali. No, da vidimo, kje je Milan. Še kar plava, mimo jadrnic. Evo ga, Milana. Dobro je, plavaj. Jaz grem zdaj na obalo, da ti prinesem brisačo. Upam, da boš zdržal. Evo. No, in Milan počasi priplava na obalo iz Atlantika. Ja, dober si Milan, med valovi, ja. Dober si, tem ptičkom boš prišel. Evo ga. Ni tako enostavno, čeprav so zaobljeni ti kamni. Ja. Valovi. Niso tudi. Upam, da bo lepo prišel ven. Gre proti pticam. Ptice se ga bodo zdaj strašile. Letijo v stran. Evo jih. Prestrašil jih je Milan. No. Super Milan. Sam pazi, da ne... Ribiška barka prihaja v pristan. Sedišču, ne? Ja? Popili smo vodo. Nitroglicerin. Ja, ga lahko ima sam, ne več kot deci. Liter raznese letalo. Ja, in še ne 3 okoli. Tale prihaja na prvi tir. Evo naš avion. Vzlet iz Madejevskega letališča. Pa gre, pa je v lufti. To je pa že naš avionček.
pa malo v breg, da se prej ustavi. Evo je za bremzo. Zdaj bo pa prišel na letališče. Naš avion, ki je pristal, še vozi tlele. Verjetno bomo šli s tem. Ta piča poki pol vzleta. Že zavija izven območja potnike. Voziček gre po prtljago. Vse klapa. Stopničke grejo k vratom. Sistem deluje. Mož bo odprl vrata. Aha. Oziroma pri klopu, točno zraven. Še ni odprto. Aha, zdaj se odpirajo vrata. Evo pa začeli bruhati ven potnike. So Slovenci ali ne? Lepo not v ta avtobusek. Liške steze. Kar v morju se konča. Dol v mestu. Obrača za let in na drugi strani se tudi tako odrezano konča. Zato je to eno najzahtevnejših, med 10 najzahtevnejših letališčih, predvsem za pristanek. Ne? In steze je konec. Če ne uspe, niti ne uspe zabremzati, veš tele. In takoj zavija na desno. To smo pa iz hotela gledali dol. Tam je mačiko tam zadaj. To so ti oddajniki, sem jih prej posnel. Skrajni vzhodni del Madeire. Skozi to vasico smo se pripeljali. Gor na Rtiču, potem malo naprej od teh vetrnih elektrarn smo parkirali. In tam smo potem peš hodili. Evo, še z avionom je kar deleč. Vse prehodili, le. In tle je konec vzhodnega dela. Tiste skale imamo posnete. Aha, tam je ona hišica tam dol. Evo, tista hišica se lepo vidi. Na koncu je svetilnik, na vrhu lep pogled, malo meglice. V teh skalah se razvija Atlantski ocean in ščiti Mačiko. Gremo direktno v Lizbono, 700 km.
nad morjem megle in nad Atlantskim oceanom. Kopno, najdalj oddaljeno kopno na zahod je pa še Azovsko otočje. Potem pa že sledi Amerika. Po 900 km leta nad Atlantskim oceanom prihajamo proti Lizboni, ki se razteza na 7 gričih, ogromno mesto. Smo nizko že. Sonček je še močan. Po teh delih smo se vozili tudi. Vedno, da se vozimo Iz Madeire pristajamo na lizbonskem letališču. Še par minut. Lizbono smo predelali. Že prvi dan po dolgem in počes. Ceste, parki, lepo urejena, zelena. Evo nas, področje letališča, steza. Evo, in smo štek pristali in malo poskočili. Nemški permanentno setačko Ušinca, pripazite, ki se je nas održavljala. Evo, pogovor, verificare, da bomo pomoč, tutto bagaže imamo. Evo, že vozimo v letališki stavbi. Namens mij heb ik iets plan rapport gezet, dus dat is in het land spoorfeit. Soms heb je nog lang niet meer veel van de breven worden dan. Ik word zeer kosten per cijfers, dus dat lang is gezegd. Tot aan de liefst obrigado. Obrigado. Ladies and gentlemen, we have just landed at Roberto Vado Airport in Lisbon. Please remain seated with your seatbelt fastened until the fasten Firma TAP obvladuje praktično vse portugalske lete. To open the overhead compartments carefully to prevent Parkirišče avionov. Tako bomo šli van. Lepo. To je ponavadi vkrcavanje. Izkrcavanje pa privleče zraven vozičke iz avtobuskov. To navadi. Parkirišče 125 gremo. Če bi šla rada kam drugam. Na zahodu pa bomo imeli vkrcanje v Ližboji, kot reče oni, na avion za Milano. Evo, že prihajamo na vkrcanje.